Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi Zavod za zdravstveno zavarovanje seveda podpira, zato ker se zelo zaveda problema starajoče populacije in naraščajočih stroškov, tako za zdravstveno varstvo, kot seveda za ostale storitve, ki sodijo v okvir dolgotrajne oskrbe. Seveda pa ima zavod stališča izvajalca zavarovanja za dolgotrajno oskrbo kar nekaj predlogov za izboljšave oziroma ugotavlja pomanjkljivosti sedanjega zakona. Predvsem opozarjamo na zagotovitev zadostnih kadrovskih in drugih virov tako za vzpostavitev samega sistema zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in izvajanje dolgotrajne oskrbe, kot tudi zadostnih kadrovskih virov za nadaljnje delo in virov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in pri izvajalcih za samo izvajanje tega novega področja. Poleg tega opozarjamo oziroma smo prepričani, da bi bilo potrebno pripraviti že v tem nastajajoči fazi temeljite analize vpliva novega zakona na vse deležnike v sistemu. Zakon posega na obstoječa področja in gradi nekaj novega. In za vsakega deležnika, ki v to vstopa, od zavarovanih oseb do Zavoda za zdravstveno zavarovanje oziroma novega nosilca zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, do izvajalcev dolgotrajne oskrbe, pomeni to bistvene ali kar lahko rečemo tektonske premike. In če prištejemo še naraščajoče potrebe v prihodnosti, je zelo pomembno, kako bodo vse te spremembe vplivale na posameznega deležnika. Tega, kar ne smemo pozabiti, je pa zagotovo tudi stabilno financiranje, dolgoročno stabilno financiranje, vzdržnost in stabilnost sistema. Danes predlog zakona predvideva izključno vire iz prispevkov, kar pa je glede na dosedanje izkušnje in glede na gospodarska nihanja lahko prešibko zagotovilo za vzdržnost sistema in predlagamo vsaj delno diverzifikacijo virov, torej napajanje še mogoče s proračuna ali z drugih virov, ker bodo pravice preveč odvisne od trenutne gospodarske situacije in posledično sistem ne bo zanesljiv oziroma stabilen oziroma bo dostopnost do storitev preveč odvisna od trenutne situacije, česar si seveda nihče ne želi.